Dober večer, lepo pozdravljeni v mestnem kinu Domžale in sicer že na drugi decembrski premieri slovenskega filma. Prejšnji teden smo predstavljali bolj morski film, Aj otok, Mihe Čelarja z Matetom Dolencem. Tokrat pa predstavljamo film, ki bi se pravzaprav lahko zgodil v skoraj vsakem mestu, kjer je včasih stala malce večja industrija, se pravi, bi se lahko zgodil tudi v Domžalah. Predstavljamo šesti celovečerec Metoda Pevca. Jaz sem Frank, sedmi? Pa ravno prej sem štel, pa sem jih 6 naštel. So pa še 3 dokumentarci. Mogoče pa to šteje. V glavnem. Metod Pevec je posnel čudoviti film za socialno problematiko, ki bi lahko bil tudi dokumentarec, lahko pa je tudi celovečerec posnet v Tržiču, za 2 glavnima protagonistoma, čudovitima, ampak boste videli, kateri to so. Metod se nam bo po filmu tudi pridružil, tukaj je pred platnom, tako da ne takoj videti in pa pripravite mu kakšno vprašanje, je namreč zelo prijeten sogovornik. Zdaj pa vas prepuščam filmu, uživajte in se potem spet vidimo tukaj. Hvala. Metoda Pevca. Mislim, da je bil zelo zgovoren tale aplavz, ampak najprej moramo razčistiti eno debato z gospodom, res je sedmi celovečerec. Ampak ti si bil televizijski, zato ga nisem štel. Tej kino ljudje imamo zelo neradi televizijske filme. A veš, ne vem, kateri. Jaz sem famozno napovedal, da imaš 6 celovečercev, ne? Pol me je pa gospod popravil, da pač 7, ne? Ja, pa je res, ne? Se bilo tudi mene popravil, kateri res. Jaz sem pa mislil, da bo zdaj lepo našteli skupaj, ampak mogoče jih je 7, ne? Ja, jih je. Dokazano. Zdaj nekaj leta sem s temi filmi, nekaterimi, ki jih izvorno naredimo za televizijo, pa se tam nekaj gremo, pa se vsem poveča, kot se reče, pa gre v kino, ne, pa ne vemo, kam bi to šlo. Vaje v Gemu so šle v kine, ne? So šle, ja, ampak tako. Hit poletja pa ne? Ne, hit poletja pa ni šel v kino, ker se je pa zelo godil tudi na televizijo. Tudi Vaje v Gemu so šle v kino zato, ker so imeli pustno tam. Ena film tega? Ja, na televiziji let niso mogli filma predvajati, zato ker je bil v AČR aktivna časovna razmerja, nekaj ne vem, kaj je to tam. Zelo tako komplicirano, ampak zdaj vemo točno številko. Evo, in 7. je Jaz sem Frank. Ko sem zdaj še enkrat gledal film, me je pravzaprav prešinilo, da bi lahko hashtag imel, ne? Hashtag Jaz sem Frank. Kaj je to hashtag? Tako kot Frank, nimaš mobilnega telefona, kako? Ne, imamo, ampak nisem na Twitterju, se izogibam te vrste zgubljenja časa. Ampak to je en statement, kljub vsemu, ampak kakor sem jaz razumel, je Frank dobesedno potrkal na tvoje vrata. Ja, tako rečem, ker pogledajte, Jure ima lepo vprašanje na listku, jaz si bom tudi odgovoril na listku. Nimam nobenega, jaz sem samo napisal, veš, da si režiser, pa tako naprej. Aha, dobro, vredo. Kaj si že vprašal? O Franku, ki potrkal na tvoje vrata. Saj te popraviš? Tako je, no, s tem. Zdaj mi je že žal, da sem to nekje napisal. Napisal sem pa tako, ker film končal za promocijo, hoče od tebe tudi nekih modrosti. Ti si pa izčrpan od montaže do vsega in si pač nimaš pojma, ne, kaj bi napisal, pa napišeš kaj takega. Ampak v resnici sem s tem, ko sem to napisal, mislil eno zelo preprosto stvar, da tak je potrkal, ta Frank je seveda tako blizu mene, da bi lahko govoril kar o meni samemu, ki sem sebi potrkal, mečkeno. Ta Frank je pravzaprav malo te moje zgodovine, proletarske, tam nekje iz Zaloga sem jaz doma iz ene take družine in potem sem študiral filozofijo, ogromno tega marksizma, ki smo ga pa morali tako silovito v kanto početi, da se pokajsati, da smo kdaj verjeli v te marksistične stvari.
No, potem pa, ko sem začel brati to Naomi Klein in te druge antikapitaliste, sem ugotovil, da bo mogoče pa treba še enkrat prebrati Marksa, pa ga razumeti brez te kontaminiranosti, ki je bila takrat. In sem postal marksist, no, mislim, v tem smislu, da sem se spomnil svojega študija in da sem se spomnil vseh teh nekih socialnih ali pa če hočete socialističnih vrednot, ki smo jih tako zavrgli v imenu neke družbene učinkovitosti. Zdaj pa čutim jaz to osebno kot neko krizo te družbe, ne, ki je lahko še tako uspešna, jaz to čutim kot krizo. Ne. Tudi tle, kjer smo snemali v Tržiču, tam so bile velike tovarne, Peko, predelnica in tako, vsi prebivalci, starejši, se še vedno počutijo del tega Peka, nekega kolektiva, pripadali so neki skupnosti, to ni bil samo nek delodajalec. To je bila nek njihov socialni dom, oni so se s tem enačili in se še zdaj tisti, ki so v penziji in tako. Vsega tega ni, no. Tako da Frank je na nek način pravzaprav prišel obremenjen s tem mojim spominom, pa konc koncev s tem bratom pohlepnim, ne, in ta pohlep, pa tudi mislim, da je nekaj, ki se širi v neskončnost in ne vem, ne. Vse to bilo kar govorilo, Omenil si, če je kakšno vprašanje z publike, kar prekinite naj, odvikajte roko, vprašajte, tudi če je vmes. Ok, ampak omenil si Tržič. Zakaj ste izbrali ravno Tržič? Jaz ravno prej sem napeljal na ta način projekcijo, da bi se lahko ta film dogajal v bistvu v vsakem slovenskem mestu. Ne? V vsakem slovenskem mestu je bila neka industrija, ki je v času tranzicije tako ali drugače propadla, se ne bil z njo koristil ali ne. Zakaj ravno Tržič? Tudi zaradi vizualnih razlogov, ne? Pa zato, ker je bil ta Peko takrat trenutno na volji, takrat, ko smo mi snemali v stečaju, zdaj kot veste, da je kupila zelo imenitno podjetje Kolosej. In takrat je bilo po stečaju, so bili proslovi na voljo, stečajna upraviteljica je bila zelo naklonjena in Tržič je bil na nek način prazen, čakal je na nas, kako bi rekel. Peko je imel zgodbo podobno tej, tako da smo prišli na neka domača tla in zato smo pač z veseljem ostali v Tržiču. Če bi pa zdaj hoteli govoriti o Tržiču, pa se veste, Tržič pa zelo bogato industrijsko zgodovino, imelo je več zaposlenih kot prebivalcev, imelo je prodajalne po celi Jugoslaviji, je bila imenitna firma, marsikaj je bilo o tem Tržiču in Peku povedal, njegov dobrotnik je bil maršal Radecki, ki ga vsi poznate, posloviti koračnici. In je zelo bil, on je bil pravzaprav tam tak, kako bi se rekel, mecen zametkov tržiške industrije, ki pa takrat bolj manufakturna, usnjarska in tako naprej. Tako da to je eno mesto, ki je imelo eno dolgoletno, stoletno industrijsko tradicijo in jo je potem v eni nepremišljeni tranziciji popolnoma izgubilo in so pač ostale neke frustracije, ki jih še danes lahko slišite in doživljate v Tržiču. Se pravi, čevlji so prišli skupaj z Tržičom ali so bili čevlji že prej? Kot ena ideja, v bistvu taka zelo lučna alegorija, ne? Na marsikaj, pravzaprav, kar lahko najdemo v liku od Franka. Ja, bal sem se ravno tega, ne, da bojo preveč samo čevlji ostali, ker tisti, kar v tej pesmi mi je najbližje, seveda ta nemoč človeška, ta večna želja. Tako absurdni stavek, kot je ta sam še nove noge nam zrastajo, ne. To je to, kar si želimo, ne, da bi imeli še eno priložnost, še eno življenje in da v tej priložnosti ne bi tako zajebali. To je tako žalostno. Ta pesem me je že prej spremljala kot sploh poezija Janeza Ramovša in tudi te uglasbitve njegove žene Uršule. Aha, to je Uršula, se pravi, to je ja, njihov komad? To je njihov komad, potem pa je član tega ansambla, Joži Šalej, naredil aranžman za Katarino. In smo potem seveda posneli svojo verzijo, ker je tudi tista originalna verzija ne bi šla v film. Ta je taka malo bolj kitarska, ne? Kakor jaz Uršulo poznam, je malo bolj, recimo, malo bolj akustično, ne? Ta pa malo bolj na punk.
Ja, ta se bolj dere, ne, morda pa bolj poje, ne. Glavnem imeniten komad, ki je zelo v ušesa, tako da predlagam. To je ta groza tega komada, ker ko si v montaži, pa ga slišiš, pa ne moš iti, pa greš domov, pa ga spiš z njim še bolj. Kakšno vprašanje iz občinstva? Kar povedi? Metod, najlepša hvala za igralce in za igralsko zasedbo. Kaj pa otroci te generacije? Kje so ti otroci te generacije Tržiča, Mure in podobno? Kaj je z njimi? Kje so ti otroci te generacije razen deklice, ki se prodajajo? Ja, dejansko v Tržiču, Tržič se mi zdi, da je zelo migrantsko mesto, da pač vsi migrirajo v Ljubljano, ne, v Ljubljani imajo službe, ali pa so se preselili, če rabite poceni stanovanje v Tržiču, se to da dobiti. Mislim, pač znotraj Tržiča so pa skromni zametki nekega optimizma. Ja. Naredite nov film, prosim. Jaz sem imel namen posneti še en dokumentarni film, pa je žal protagonist umrl. V tem filmu je nastopil kot ta reševalec v tunelu. Bil je pač nek človek, ki je res živel v bunkerju in smo pač tako izkoristili, sem ga ta bunker, to življenje v bunkerju ga je stalo življenje. Žal ni več. Bil pa zelo zanimiv človek. Ja. Še kakšno vprašanje? Ja, najprej hvala za res dober film. Jaz sem Tadej. Jaz pa vidim v teh čevljih pa eno simboliko. Čevlji so naš stik z zemljo. In naši čevlji se prilagajajo, namreč mi se moramo prilagoditi, zaščititi na tak ali drugačen način, konkretno v tem primeru nogi. Naš stik z zemljo. Kupili bomo nove čevlje. Prav prihajajo novi časi. Novi čevlji, novi časi. Tako da mislim, da je ta poanta oziroma ta simbolika peko odraz nekega časa, na katerega smo res lahko ponosni. In se spomnim, tudi jaz sem peko čevlje nosil, s veseljem. Kaj imamo pa zdaj? Zdaj so novi časi, se pravi, neki novi čevlji bojo prišli. Neke nove čevlje bo treba razmišljati. Ja, zdaj, to drži, to vse drži. Kupili bomo nove čevlje take zaplesati, čevlje, s katerimi se bomo visoko drivali, pa hkrati čevlje, da se bomo zemlje držali. Ne. To je ta naš problem na simbolni ravni, točno to, ta problem, kako visoko se bomo odrivali, da bomo še varno pristali na tej zemlji, na katero sodimo. Ne. Tako da to je, ja, sigurno ta dimenzija, sicer pa čevlji so že po sebi zelo simbolični, so lahko hud fetiš, to vse ženske veljo. In ko bi rekel čevelj je čevelj, ne, se so veliko pregovorov na to temo, ne. In sem bil zelo vesel, da v Tržiču prav tovarna čevljev bila. Ja, v enem pa vedno v filmu poudarjajo, da takih pa ne delajo več. Se pravi, nostalgija je pa absolutno prisotna, ne? Absolutno, pa ne samo nostalgija, tle gre, če se je tudi tako bolj izkazalo, da je vse zelo kruto, resnično, ne. Recimo, glavno vlogo igra Janez Škof, ki je poročen z Japonko, ima 3 otroke in njena, se pravi, soprogina mama je pogosto prihajala v Slovenijo na obisk in kadar je prišla, je kupila peko čevlje. Zato, ker je to prepoznala kot dobro razmerje, to danes rečemo good price performance, ne, se pravi, dobro razmerje med kvaliteto in ceno. In to se je izkazalo kar tako, nehote in potem, ko smo iskali po Tržiču šivilje, ki bi še znale šivati čevlje, smo imeli nekaj težav, ampak je eno zasebno podjetje, Migi, ki ima nekih 20 zaposlenih in ta direktor in lastnik, zelo mlad človek, nadobuden, je se pohvalil, da zelo napredujejo, da skratka šivajo čedalje boljš, da res, da zdaj že zelo veliko tudi izvozijo in je rekel, še 5 let rabimo, da dosežemo to kvaliteto, odpremo malo, da na mizo en čevelj, prelep čevelj, ko vsi pogledamo, wow, čevelj, ženski čevelj, je rekel, to je peko 1985. On pa danes rabi še 5 let, bi dosegel to kvaliteto, mi smo jo pa zavrnili, to pač bolijo, ampak to so preprosto dejstva, to niso simboli. Na nek
način pa tudi simbolno, zato ker mislim, da smo imeli v tej državi marsikaj, ker smo brez potrebe zavrnili. Ker nismo sploh vedeli, kdo smo, kaj ceniti in zdaj počas dojemamo, ampak zdaj že marsikaj šlo, ne. Ja, pa se mi najbolj grozno, ker gre Zinandija, tako kot si rekel, ne. Še 5 let rabijo, da se naredi top kvaliteten čevelj, kot je bil včasih. Čisto obrtniško, ne. Ja. To je to. Ampak ko smo pri obrtniških stvarih, ne, imamo enega čudovitega igralskega obrtnika, ampak več kot obrtnika, mojstra, Janeza Škofa. A si pisal vlogo v mislih z Janezom Škofom? Ne, seveda ne. Ker zdi se, da je rojen za tole vlogo. Ja, ne, to pač tako se nekaj, imel sem poskusno snemanje, čeprav je bil Janez tudi takoj eden od kandidatov. Čeprav z Janezom je tako hecno, on je toliko dober igralec, pa to je njegova prva glavna vloga na filmu, ne. Pri čemer je toliko imel krasnih, odličnih vlog v gledališču, tako se pač igralcem včasih ne izide, no, ampak po teh poskusnih snemanjih sem natančno vedel, da je to on. In pač Janez je zelo pošten človek v prvi vrsti. Ko se nečesa loti, dela zelo iskreno iz sebe, bi rekel, ne naredi to samo kot eno profesionalno poklicno storitev, ampak se da cel, ne. To kot režiser lahko maksimalno cenim in ne vem kaj še, se zahvaljujem, kar hočem. Ne moramo vedno pričakovati, da se bo nekdo, kako bi rekel, tako žrtvoval, ne, samo za nekaj, ne. Pač tega smo se malo odvadili. In Janez se je... In filozofijo je pa nesel s sabo, ne, verjetno, že vse tisto, kar si ti mislil ideološko, da mora on biti. Tam čisto en primer, recimo v filmu Kapitan Fantastični izpred nekaj let, tam bere cel kup enih tekstov od romanov do filozofije in vse te knjige je Viggo Mortensen prinesel, ker jih je pač že imel doma. Ja, dejansko. Koliko je Janez prinesel že tega Frankensteina s sabo? Ja, Janez je tudi proletarski otrok iz Medvod, on je pa Donitov otrok, ne. Če bi se tako gledali, in tako smo mi dva na našem vrtu ogromno prediskutirala, tako da sva se na nek način filozofsko zbližala, tako ker nimam pa rad kakršnekoli pretiranih improvizacij na snemanju. Z veseljem pa improviziram prej in tako sva delala pač. Improvizacije na snemanju so problematične zaradi tega, ker se marsikdaj si kdo zatekam to, ampak je treba vedeti, da ta improvizacija prenese eno spontanost, eno pristnost, hkrati pa zraven kup balasta lahko in potem režiser in montažer ima ta s tem montaži, ki je precej delano, tako da bi dosegla neko učinkovitost, pa še je vprašanje. Še kakšno vprašanje s publike? Kar pogumno. Ne? Okej. Nekaj si hotel povedati? Ne, imam nekaj v mislih. Katarina Čas. Kako je pa ona prišla v celo stvar? Glede na to, da mora igrati predvsej žensko, ki so jih dejansko ubili vse. V notranjosti, na zunaj mora biti popolnoma obupana. Kako je ona sprejela to vlogo? To je v bistvu zelo težka vloga. Ja, najprej, zakaj je taka, ne? Tako se mi zdi, da pač ta pohlep, ta požresnost, ta posesivnost, ki je tako značilna za kapitalizem, se mi zdi, da se seli tudi v odnosih, da to ni nič posebnega, nekdo pač hoče enega drugega imeti, ne, in to je v tem primeru malo tega tudi. No, ampak s Katarino je tako, da smo mi že nekoč zdavnaj sodelovala pri eni nadaljevanki, kjer je sodelovala kot asistentka režije in je potem tudi eno vlogico odigrala. In potem sem imel, ko sem snemal vajo v objemu poskusno snemanje, kjer je ona naredila eno reč tako dobro, da je bilo ne grozno žal, da je nisem mogel zasesti. Res dobro, še zdaj čuvam ta posnetek in ga kdaj komu pokažem. In pač tam se ni šlo, ker je šlo za en tak kvartet in se ni šlo, nisem je mogel vzeti. In tako je ves čas meni ta moment, da je ona pač blazane, premlada pa prelepa.
potem pač tako da tudi tukaj zelo dolgo časa nisem sploh pomislil na njo, ampak ker sem pa vendarle bil brez igralke, brez ideje, sem jo pa enkrat zagledal na enem mučnem sestanku, eni seji, kjer je sodelovala tudi Katarina Čas, si ne morate verjeti, da hodi na seje, in je prišla od ne vem kje, odkot je že prišla, in je bila tako grdo zaskrbljen obraz. Tako je bilo tako nečesa na tem obrazu, da sem rekel vse, mogoče se pa to da narediti, ne, pa še moja maska pomagala, tako da. Pa sem se pa moral z njo zmenjati, posluš, Katarina, še vedno se prelepa in prevlada. Tukaj bo treba malo še z masko pomagati, pa še drugim. Je imela dovoljenje, da lahko žura, da lahko hodi s krokami na snemanje. Je sicer strogo prepovedano, ampak ni. V primeru. Samo snemanje je izgledalo zelo mrzlo. Že po predstavnici, da para iz ust niso bili posebni učinki, ampak se je stuširal. Ta film poleti pač ne bi dalo, na laž pozimi. Jaz sem samo hit poletja snemal poleti, pa še takrat ni bilo luštno, ker je bilo pa 35 do 40 stopinj. Zima je fajn, no? Zima je fajn za svetlobe, je fajn, pa zato, ker ljudje ne mislijo na dopust, pa kaj bojo žrtvovali za svoj put. Zima je bolj resnično, bolj golo. Pa poletje ima zame zelo problematično to zeleno barvo narave. Tega nočeš, se pravi. Ja, če grem sprehod hočem, če pa snemam film, pa nočem. V redu, se pravi. Zdaj pa pomislim, tudi ko smo v Melbalu, vemo, takrat so se pritoževali, da je bil grozen minus, ko ste snemali, non-stop sneg. Tam je bilo še več snega, ne? Tam smo nekaj zelo zaradi snega, pa zaradi mraza ponavno smo snemali najlepši, najintimnejši, nekako romantičen prizor in je bilo minus 16 stopinj na Pokljuki. In zelo zmrznali, vsi smo zmrznali, igralci, ekipa, in zjutraj so se snemalcem gledala prekosilo, ker je bilo takrat zjutraj. So se kaj rekli, to ni vredno, ne. Je rekel, ne, ni, kaj pa zdaj? Dajmo pogledati, ja, pa če nimamo termina, ne, če pač ni, pa smo se ponovili. Je bila pa pol nenadoma od juga, je bilo pa skoraj plus 16. Sta se vlegla v sneg in sta naredila zlahka. Končno, da jih ni zebe. Tako. Vedel. Kje ste pa te moped dobili? Ne govorite o tem mopedu. Ta moped je tako mečkan moj greh. Jaz sem točno tak moped, ker sem mulc in pa sem si hotel to. A ga nismo vsi imeli, no? Se mi zdi. Tako kot preko čevle, ne? Sam problem tega mopeda je bil v tem, da so pač kupili res takega, ki sem se jaz želel, sem, da tehnično pa ni bil v dobrem stanju. In pa smo ga peljali k enemu mehaniku, ker smo itak imeli sceno pri njemu. Ja, ta mehanik, ne vem, ni bil najbolj spreten, ker se je motor užgal, tako da je skoraj zgoril v mehanični delavnici, če ne bi bilo gasilnega aparata. In nikar problem, ker ta moped je že prej nastopil, ne sme zdaj zgoreti, ne? Je pa narobe. Težko dobiti tistega. In potem skozi smo imeli težave z njim, čeprav sem bil jaz fan tega avtomatika, ampak pa smo imeli težave z njim, nismo imeli za tisto snemanje, tam se bosta neko napravo, ki se reče kamera kar plus tehnokran, ki stane zelo velik na dan. In tista naprava je super delala, tista avto za 7000 evrov je moral bi pa spremljati tega škofa na mopedu, ampak moped je pa crkno, ne. In ti si tam najel mašino za 7000 evrov na dan, tle ti pa moped, za katerega si dal, ne vem, 200 evrov za vselej, crkne, ne. A ti nič ne pomaga tisti. Tako da je nam del usidala se. Najsrečnejši momenti v filmu so na tem mopedu, ne? Vsaj meni se tako zdel, ne? Svobode na motorju. Ja, vala, jezdita, ne? Jezdita. Jezdita v lepše čase, kraj. Ok, ugotovili smo, se pravi, 6 večercev, en televizijski film, 3 dokumentarci. Okoli tega filma bi pravzaprav res lahko posnel dokumentarc. Mogoče ne o tistemu Franku, Franskem, ki živi v bunkerju, ampak preprosto o variantah, kako so lastnili podjetja, tako kot recimo
recimo oče od teh dveh bratov o lastnini prodal Zetavšov, kot bi rekli, verjetno Tržičani. A je robe za dokumentarc? Tak Filip pronicljiv dokumentarc? Zdaj, se pa o Peku ali o Peku ali pa kjerikoli drugi tovarni. A veš, se tudi v naši okolici ljudje govorijo takšne drugačne zgodbe, veš, o tej drugi tovarni, tega je res ja, zdaj, tako bi zahteval tako en ogromen research, pa eno zelo veliko odgovornost, če bi se hotel tega loditi kot dokumentarni film, da se ga malo bojim, ne. Bi pa posnel dokumentarc, ki me najbolj je blizu trenutno Bife Raj. To je bife v Tržiču na avtobusni postaji. In tam dela ena kelnerca Marinka, ki ima to klientelo, ne. In ona je to dobro razume, ona se z njimi tako dobro zmeni. Ona to tako vlada in ona tam pravzaprav kot bi imel, ko bi rekel, da je tam nek socialni eksperiment, kot da tam nek socializem še živi, kot da, ne vem, tako pač je taka, rekel, ena oaza nečesa, zdaj ne vem, če bi uspel to seveda iz tega narediti film. Imel sem namen s tem Vladom Grafličem, nekaj nastopal, s tem, ki je živel v bunkerju, pa pač umrl. Sem hotel z njim pa z Marinko, zdaj samo še Marinka, pa ne vem, kako težko. Ampak prav zares pa pripravljaš za naslednje kaj je v delu? Prav zares imam napisan scenarij in ga zdaj prav, ne vem, zdaj tako četrta, peta verzija v razvoju. To je scenarij, ki je adaptacija romana Polone Glavan, karkoli, in je v bistvu ena zgodba o eni najstniški nosečnosti. Pa mislim, ne vem, nisem pripričan, da bom to snemal, zato ker, ne vem. Vedno bolj socialnih tem se lotevaš pravzaprav, ne? Greš iz bolj nedosebnih odnosov, sicer tudi tukaj, ampak vedno bolj si tak družbeno kritičen, se mi zdi. Tudi v dokumentarnih filmih in predvsem večercih pa še bolj očitno. Ne vem, mogoče delam pogoro za tiste prej, da še pomeni. Smo jih tudi z veseljem gledali, mimo grede. Ja, se smo jih tudi jaz z veseljem gledali. V glavnem, Metod, hvala, ker si nam pridružil. Še zadnjo priložnost imate, da Metoda kaj vprašate. Se bo zunaj pa tudi še priložnost. Ja, zunaj lahko potrdiva, da že čaka kakšen kozarček vina. Metod, ostane še kakšno minutko ali dve? Absolutno ne bom zbazljal tako domov. Še enkrat hvala za Frenka. Prosim. In pa srečno pri naslednjih stvarih. Ja, hvala.